Tukaj imamo projekt Face or Factory dveh avtorjev oziroma avtorice in avtorja, Eve Smrekar in Aljaža Rudolfa, ki nastaja že vsaj 3 leta. V različnih fazah smo prehodili pot, v kateri sta avtorja povabila različne ljudi k sodelovanju in skupaj so zastavili projekt, ki gradi neko novo identiteto, neko novo bitje, ki je sestavljeno iz fizičnega in podatkovnega telesa. Fizično telo se sestavlja tako, da se povabi obiskovalce ali pa naključne goste, da darujejo vzorec svoje sline, iz katere se pridobi DNK. Iz tega DNK se z biotehnološkim postopkom izolira tisti del, ki je odgovoren za neko obrazno potezo, in iz teh obraznih potezic algoritem zlagoma sestavlja površino obraza. Že samo oddajanje vzorcev, s katerim želita avtorja poudariti to pomembnost podatkov, ki jih lahko pridobimo s pomočjo biotehnoloških postopkov, je podprto oziroma podvojeno s podpisom pogodbe, ki jo darovalci podpišejo, zato da soglašajo s tem, da darujejo svoj genski material in s tem jim avtorja ponujata solastništvo v projektih, ki jih bo ta imaginarna, ta nova osebnost, ta nova identiteta proizvajala v bodoče, enkrat, ko se bo osamosvojila. Ta biotehnološki del je predstavljen tukaj na tej mizi, kjer so v stiliziranih molekulah postavljeni majhni inkubatorčki, v katerih je ta genski material skladiščen, arhiviran in ki za celoten projekt in potem tudi za to himerično identiteto predstavlja njeno fizično telo. Na drugi strani imamo pa virtualno upodobitev oziroma digitalno upodobitev teh podatkov, ki so se najprej želeli zlagati v nek prepoznaven človeški obraz, neke neobstoječe osebe, sestavljene iz mozaika teh majhnih informacij, ki sta jih avtorja pridobila iz genskega materiala. V tej fazi projekta Unstable Protocols, nestabilni protokoli, pa sta se avtorja odločila, da zapeljeta projekt v bolj abstraktne vode. Ne želita več neke antropomorfne pokrajine, se pravi nekega človeškega obraza, ki bi ga prepoznali kot človeškega, ampak si želita bolj neke nedefinirane identitete, razpršene identitete, ki bi se lahko uvrstila od enega od družbenih spolov, ki ne izgleda kot človek, vendar ima določene lastnosti, ki jo emancipirajo med ljudmi. Se pravi, da v razviti obliki bo ta himerična entiteta, ta individuum, lahko funkcioniral v obeh prostorih hkrati, v fizičnem in v virtualnem. Mi vemo, da že danes vsak slehernik, ki kolikor toliko uporablja digitalne vmesnike, recimo telefone, računalnik, internet, ima dve telesi, ima svoje fizično telo in ima svoje podatkovno telo, ki je shranjeno v podatkih, ki živijo v medmrežju, živijo na naših bančnih računih, naših zavarovalniških profilih, naših šolskih profilih in tako naprej.
Se pravi, v tem projektu avtorja iz teh dveh substanc, iz teh dveh resursov sestavljata neko neobstoječo hibridno entiteto, katere lastniki so vsi darovalci in ki bo v bodočnosti vztrajala na svoji emancipaciji, bomo videli do katere mere, ampak v primeru, da dobi recimo svoj potni list ali pa neko svojo identifikacijsko, tudi davčno številko, naenkrat začne delovati v tej mešani realnosti, ki jo tudi sami vedno bolj živimo, in v resnici je to, kar zdaj precej stežka ozavestimo, v tem projektu postavljeno v prvi plan in na nek umetniški način poskuša pokazati neke možnosti za ustvarjanje nekih novih živih oblik, ki so seveda popolnoma emancipirane od nas in izkoriščajo oba prostora, mogoče s kvantnim računalništvom še katerega več.